Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz vam lahko danes z veseljem sporočim, da je vlada sprejela že kar nekaj časa napovedovani in pričakovani zakon o drugem tiru in ga že tudi posredovala v Državni zbor po nujnem postopku. Zakon, veste, da je zelo pomemben za to, da se podjetje 2TDK v bistvu opolnomoči v vlogi investitorja, da bo sposobno črpati evropska sredstva na razpisu, za katerega prijava poteče v 14. julija, da bo lahko s koncesijo potem gradilo samo investicijo v drugi tir in seveda, da bo leto že začelo z pripravljalnimi deli. Hvala, vaše vprašanje, izvolite. Jana Hrebes, Primorska novica. Prosim, poveste, kako bo potekalo to sodelovanje Madžarske v tem projektu? Čim bolj natančno, če razdelate, kaj dobi Madžarska, kaj se zavezuje narediti? Madžarska je predvidena kot sovlagatelj, zato so tudi sami izrazili interes. Vse pogoje tega sodelovanja seveda še dogovarjamo. Lahko pa tukaj ponovno zagotovim, da seveda ne pride upoštev nikakršno solastništvo v Luki Koper. To je bilo tudi njihovi strani že predstavljeno in tako da to lahko tukaj ponovno zagotovim, seveda, da torej kakršnakoli delitev koncesije ni na mizi. Ja, hvala. Ravno pri Madžarski, gospod minister, menda gre za posojilo Madžarske, zdaj malo pred vami je imel tiskovko tudi gospod P. Damjan, ki pa pravi, da je to v bistvu za državo nesmotrno, češ, da se Madžarska dražje zadolžuje in da bo zaradi tega morala tudi Slovenija več plačati, da sicer dobi denar, če tako rečemo, ampak bo pa to dražje za državo, torej sodelovanje Madžarov. Poglejte, finančna konstrukcija je sestavljena iz treh ključnih elementov. To so kapitalski vložki, potem so tukaj nepovratna evropska sredstva in zadolžitev predvidoma preko Evropske investicijske banke s poroštvom tega tako imenovanega EFSI oziroma Junckerjevega mehanizma. Sodelovanje Madžarske je predvideno v tem kapitalskem deležu, kjer je glavni delež seveda bo nosila Republika Slovenija, zato so že zagotovljena sredstva v proračunu in tukaj je predvideno potem, da bo del tega kapitalskega vložka zagotovila tudi Republika Madžarska oziroma tudi ostale zaledne države, ki so zainteresirane za razvoj tega projekta. Zakon to namreč omogoča, da pri tem sodeluje ena ali več teh držav. In seveda za vse kapitalske vložke, tudi za vložek Republike Slovenije, je potrebno zagotoviti nek kapitalski donos. In to je v investicijskem elaboratu upoštevano in na ta način seveda ta sredstva niso brezplačna. To pa treba vedeti. Se pravi, koliko vložijo Madžari, kakšen je ta donos in pa kaj za to dobijo? Ali dobijo, to ste deloma že pojasnili, ali dobijo kakršenkoli delež v Luki Koper, na sami železnici, kaj dobijo? Deležev, še enkrat ponavljam, deležev v Luki Koper, solastništva v Luki Koper ni na mizi. Ravno tako ni nikakršne dogovarjanje v lastništvu v Slovenskih železnicah, bodo pa preko kapitalskega vložka solastnik v družbi 2TDK. In kakšen je donos za te kapitalske vložke, enak kot za kapitalski vložek Republike Slovenije in sicer je v investicijskem elaboratu predvideno po višini, ki je predvidena za vse investicijske projekte, ki jih izvaja država. 4,5% se pri vseh projektih upošteva donos na kapital. Naslednje vprašanje, Geriš, Planet TV. Gospod minister, kakšna je zdaj zaključena finančna konstrukcija? V kakšni višini je vaša in kako komentirate finančno konstrukcijo zakona, ki je prav tako na mizi v Državnem zboru, civilne iniciative, ki pravi, da je tir možno zgraditi za 700 milijonov evrov? Kakšna je pa zdaj vaša končna cena, za katero država stoji oziroma vlada stoji? Ta finančna konstrukcija je že bila predstavljena. Končna ocenjena vrednost po reviziji je manj kot milijardo evrov z vključenim davkom. Od tega je bilo že povedano tudi, da je 400 milijonov predvidenih kapitalskih vložkov, približno do 250 milijonov evropskih sredstev, razlika bo pokrita z zadolževanjem. To je finančna konstrukcija.
Sredstva, ki jih potem bo ustvarjalo podjetje 2TK, pa bodo uporabljena za povračilo teh torej najetih posojil, za povračilo kapitalskih vložkov. Nepovratne evropska sredstva se seveda ne vračajo in seveda podjetje bo moralo tudi upravljati in zagotavljati sredstva za upravljanje in vzdrževanje bodočega drugega tira. Še kakšno vprašanje drugo? Zdaj imamo priliko STA-ju. Tadeja Vrtovec, STA. Zdaj, koalicija vas je včeraj pozvala, da se pogovarjate in usklajujete tako z Luko Koper, kot s civilno pobudo. Zdaj, še en zakon je vložen, torej ravno od civilne pobude. Najprej, kako nakratko to komentirate, kako gledate na ta predlog, bi to po vašem mnenju pomenilo ta koncept, recimo, ne vem, konec zgodbe v drugem tiru, in kdaj se boste sestali z Luko Koperjem in s civilno inicijativo? Jaz lahko rečem, da vložitev tega alternativnega predloga nikakor ne pomeni konca zgodbe. Mi gremo z našim predlogom naprej in sem tudi prepričan, da bomo z njim prišli do uspešnega zaključka. Glede sodelovanja torej, tako z Luko Koper, kot tudi s civilno inicijativo, lahko povem, da z Luko Koper je proces pravzaprav stekel že v lanskem letu. V jeseni smo imeli kar nekaj sestankov tudi v okviru Slovenskega državnega holdinga in ravno tam je bilo tudi govora o tem, na kakšen način je pravzaprav Luka Koper pripravljena sodelovati pri projektu drugega tira. Glede sodelovanja s civilno inicijativo tudi lahko povem, da v zadnjem času je kar nekaj poskusov, da se torej z njimi dobimo in mislim, da je v ponedeljek že predviden nek sestanek z predstavniki civilne iniciative. V Luko Koper pa predvidoma tudi odhaja državni sekretar že jutri. Če sem prav razumela, je zdaj pač ocenjena vrednost manj kot milijarda z DDV-jem. Pa me zanima, koliko manj kot milijarda? Glejte, morate razumeti, da te točne številke res ne želimo razkrivati, ker je to potem ključni element, ki vpliva na konkurenčnost prejetih ponudb na javnem razpisu. Tako da, prosim, ne me tukaj zdaj za jezik vleč, ne, da bi izrekel to točno številko, kajti to res potem lahko pomembno vpliva na to, kako konkurenčne ponudbe bomo dobivali na tem razpisu za izvedbo del. Pa še, kje vidite možnost, da najdete nek skupni jezik s civilno inicijativo? S civilno inicijativo je seveda potrebno doseči skupni jezik v smislu, da bodo razumeli, ne, zakaj predlagamo tako rešitev, kot jo predlagamo in da to, kar so predlagali pravzaprav oni, nekako ni izvedljivo v tem smislu, kar je tudi konec koncev strani Evropske komisije, strani Evropske investicijske banke predvideno v tem samem razpisu za kombiniranje različnih virov evropskih sredstev. Tudi sam Junckerjev mehanizem predpostavlja torej sodelovanje večjih kapitalskih vlagateljev in temu usmeritvam pravzaprav z našim zakonom, z našim predlogom financiranja dosledno sledimo. Tudi če boste pogledali pravzaprav pogoje tega razpisa za kombiniranje evropskih sredstev, na katerega se bomo prijavili v mesecu juliju, boste lahko videli, da je pravzaprav so pogoji razpisa tako rekoč pisani na kožo tako zastavljenem projektu, kot smo ga predlagali zakonem. Še zadnje vprašanje. Dva, če dovolite. Gospod minister, najprej me čisto na kratko zanima samo, ali lahko zagotovite, da torej projekt drugi tir, da se ne bo ponovila investicija T6 za državo ne najboljša? To absolutno lahko zagotovim, ne, in te očitke zavračam že od vsega začetka. Naš osnovni cilj je, da se ta projekt izvede pregledno, racionalno in seveda nikakor ne tako kot projekt T6. Zadnja stvar, ki me pa zanima, je pa še, kako je to možno, da projekt tako pomemben v imenu ministrstva vodi gospod Leben, vaš državni sekretar, torej isti gospod, ki se je moral recimo posloviti iz pisarne gospoda Cerarja zaradi grehov, denimo z magisterijem. Lahko samo povem to, da državni sekretar Jure Leben zelo dobro operativno izvaja vse naloge na projektu. Odgovorni nosilec sem še vedno jaz kot minister, seveda je pa to v končni fazi na nek način projekt cele vlade, kar se seveda tudi, in cele države, kar se potrjuje pravzaprav s sprejemom današnjega zakona na vladi.
Hvala lepa, hvala ministru, Hvala tudi hvala vam. vam in vsem lep dan.